Že v Braziliji. Zdaj pa k naši ponedeljkovi rubriki Na robu. Že 35 let je pri nas ustaljeno gibanje Hare Krišna. V Ljubljani imajo tudi svoj tempelj, a so na ulici še vedno kdaj deležni začudenih pogledov. Pripadniki Hare Krišne se tako še vedno kdaj znajdejo na robu razumevanja, tudi zato, ker so tako njihova oblačila kot jezik, v katerem pojejo in ponavljajo svojo mantro, tako zelo tuja od naših. Jaša Petrič. Verjetno ste jih že videli. Jaz sem jih tukaj v centru mesta. Ponavljajo nekaj, česar ne razumem. Delujejo, kot da so v nekem transu, vedno plešajo in pojejo in so nasmejani. O njih sem slišala že marsikaj. Ta Hare Krishna, to ima to kao neka crkva posebna, neka nema. It's Hare Krishna, it's the only thing I thought it didn't exist anymore, but here in Slovenia it's still actual, so it's nice. Ja, to so na Krišna, to imajo svojo vero in mnogi se zabavajo po svoje, da je to nič ne moti. Ampak nikoli nisem govorila še z njimi. Okoli 1000 vernikov Hare Krišna je v Sloveniji. Za tiste najbolj goreče se tako začne dan v templju ali doma. Iščeš višji duhovni smisel, ne? Običajen jutranji ritual za družino Mihelič. Začne se lahko tudi že ob 4 zjutraj z jutranjo 2-urno meditacijo, nadaljuje se z obredom pred oltarjem in poslušanjem predavanj. Tako sta zakonca začela novo poglavje pred 20 leti. Oba sva bila vzgojena v bistvu v krščanskem duhu nekako. Med prebiranjem knjig o modrosti bhakti joge pa so ju začele vedno bolj fascinirati. Filozofija se ni razlikovala od Jezusovega nauka, ampak je še bolj poglabljala moje razumevanje Jezusa in odnosa z Bogom, kdo je Bog in tako naprej. Na stopni študenta pa je zdaj v templju Hare Krišna v Ljubljani 23-letni David. Že prej sem iskal take stvari, ki so bolj duhovne, ki nam omogočajo, da imamo dobre odnose z ljudmi, da lahko na pravilen način osrečujemo ne samo sebe, ampak tudi druge. Pravi, da je bilo usodno predavanje o Krišni. Zdaj tu živita oba z bratom, med 15 menihi. Kako ste spoznali Hare Krišno? Preko knjige. Mene je notar tako nekaj mlel, pa dorobili se, kaj bo zdaj to. Mislim, to je to. Hočem zvedeti in potem zvedo poznaš, da je tukaj tale center za bahte. Pravijo, da so tu našli podrobnejše razlage, ki jih prej niso našli, o tem, kaj je bistvo življenja. Njihovim menihom se je pred 12 leti pridružil tudi... Jaz sem Janez, tukaj sem pa Bhavananda Rai. Kako? Bhavananda Rai. Moje ime je David, duhovno ime pa Devananda Nitai Das. Devananda pomeni tisti, ki zadovolji z plesom in petjem vse pol bogove. Vera, ki se je ustalila pri nas, a še vedno, vsaj meni, taka neznanka. This is not religion. This is spirituality. This is a propagation and an explanation and a giving of deeper knowledge of the desires of the soul. Me takoj opozori gostujoči predavatelj. It's generally based on superficial aspects of existence. It is given to a certain culture. You operate in a certain way. You dress in a certain way in religion. In spirituality, it doesn't really matter as to where you are and who you are. You're able to connect very deeply. Njihova filozofija je povezana z drugimi verami. Janez oziroma Bhavananda Rai se mi celo predstavi kot kristjan. Iz domače Kalifornije pa je tudi v Ljubljano odpeljalo 6-mesečno romanje mlada Američana. V templih dobita prenočišče, sodelujeta tako pri opravilih kot pri vsakodnevnih obredih. We've been traveling on and off since we were young. We travel on the bus tours. There's about 30 kids traveling on a bus together. There's like a 4-level bunk system on the bus, a kitchen in the back, 2 bathrooms. So we live, sleep, eat on the bus. And what do you get from these travels? I mean, pretty much everything. We get to meet new devotees, see new temples, and then life experience, see different cultures,
meet new people from all over the world. It's amazing. In tudi tu so znane zapovedi. Življenje brez zunajzakonske spolnosti, brez mesa, rib, jajc, brez iger na srečo in brez omamljanja. Same te stvari postanejo neprivlačne. Takoj? Ja, v bistvu zelo hiter. Enkrat Bog človeka nagovori v srcu, pol to zlahka odpade. Še bolj me je to zanimalo pri sinovih, stara sta 18 in 20 let, ko se večina njunih sovrstnikov tako ali drugače prepušča tem pregreham. Družba je v bistvu samo v šoli, pa doma smo pa, večinoma smo doma, no. Tako ne hodimo kaj dosti okrog, smo bolj tle v rovtah. In kaj počnete v rovtah? Ja, večinoma košarko igram tle doma. Pa tudi ni toliko veliko nekih stvari drugače. Kar je malo prehrana drugačna, pa tudi ne več toliko, ne. Veliko je zdaj sploh ta veganski gibanje, je zdaj ful popularno, ne. Glede pa tudi kakšni resni kristjani in tako se tudi držijo nobene zunajzakonskih spolnosti, se ne vpijajo. Mi radi pojemo, plešemo, imamo, kako bi rekel, žurke, ne, tako, in ne rabiš iti na party. In tudi ne rabiš intoksikacije, zaradi tega, ker si potem kot v tej veliki ljubezni. In ljubezen sama je tudi kot intoksikacija. Ne vprašamo, vse se sprašujemo, samo seks, meso jesti, ubijati. To je, dokler smo mislili, da smo to telo, se bomo tako obnašali. Uroš Lebar me pelje do ključne sestavine, s katero obredno preženejo slabo karmo tudi iz hrane. Sveta bazilika, uporablja se pri čaščenju, pa vsakič, ko se hrana ponudi na oltarju, ko se požegna, seveda tudi en takle listič zraven, simbolično. Tu, če si vegetarijanec, je treba ubiti to rastlino in jo pač sprejeti od Boga in s tem, ko mu hrano daruješ, se osvobodi te karme. Vedno pa spremlja ponavljanje mantre, imena Krišne in Hare, njene energije ljubezni, ki naj bi osvobodila misli. Ko izgovarjamo to mantro, s tem naslavljamo Božjo energijo in samega Boga, da lahko v bistvu z njim navežemo en globlji, intimen stik. Bogu posvetijo tudi svoje telo. To je kot antena, da se povežemo z Bogom. 7 čakr je. In ta 7. čakra je naša povezava z duhovnim svetom. In znamenjem iz svete gline, ki si ga nanesejo vsak dan na čelo in tudi druge dele telesa. Skrbiš za telo, ne? Zdaj, ko se ukvarjaš z duhovnostjo, da pa vse pozabiš na telo in samo še meditiraš in nič več te drugega ne zanima. Ne? Tako da v bistvu mi nismo nič drugačni, kot vsi ostali ljudje. Glede na to, da si odraščal potem v katoliški družini, kako pa zdaj, na primer, starša gledata na to tvojo odločitev? Ja, najprej, ko sta izvedela za to, sta imela dvome, ne? Kaj pa je zdaj to, a je to kakšna sekta, a bo to uničilo mojega otroka, da ne bo več prišel domov, da bo mogel vse dati njim, ali tak, ne? Ampak potem, ko so pa videli, da zdaj, ko pridem domov, imamo boljše odnose, da kaj naredim, pomijem posodo, mama je bila, wow, okay. In prav sta bila, okay, ti krpet, ne? Da se boš še naučil, kako živeti življenje. S kakšnimi ali opaskami ali pa vprašanji se mogoče kdaj srečujete? Ja, Slovenci so dokaj zadržan narod. Ne. Doma so bili na začetku starši dosti presenečeni. Niso bili vajeni tega, so mislili, da smo zavrgli Jezusa ali pa tako, ne, v tem smislu. Ko vidijo, da se ne vedeš kaj posebej tako čuden, te v bistvu sprejmejo. V drugem svetu živijo, ne vem, ne razumem tega, nič ne razumem. Jaz sem slišal še preden ste bila vi rojena, veste, tako da... Kaj pa? Ja, no, pač, lejte, vse se ve. Sekta, kult, da se da denar templju, ko vstopiš, da so menihi odtujeni od prejšnjega socialnega kroga, da gre za neko pranje možganov. Ja. Vse to lahko prebereš, naprimer, ali pa slišiš od koga. Ampak to so dejansko neki koncepti, ki so krožili ne samo v Sloveniji, po celem svetu, za vsa nova verska gibanja, ki so prišla po drugi svetovni vojni na zahod. To je bil nek tak konflikt med starimi verstvi in med nekim novo ponudbo.
En del denarja prislužijo svojo trgovino v templju, spodnji Šiški in prispevki. Od marmelad do ploščic, do čajev, zelišč. V templju imajo vsi menihi svoje zadolžitve, ki jih vedno spremlja molitev. To je meditacija, tako si vse čas filamo možgane z nečim, ne? Zakaj ne bi zavestno jih filali s tistem, kaj hočemo? Drugače, moja služba je pa, da grem ven matko, pred ljudi pa malo. Predstavljam za izkrišnječe, tako da tako. Kakšni so tvoji načrti za naprej? Nameravaš tukaj ostati, bi rad imel družino? To še ne vem. Tukaj mi je zelo lepo, ne? Iz meniha v družinskega človeka je konec 90-ih stopil tudi Lebar, ko se je poročil. Menih ni nujno menih za celo življenje. Verjamejo, da si v tem življenju pripravljajo popotnico za naslednjega. No in prav naslednji teden bo govora o raziskovanju, ali naša podzavest res skriva spomine preteklih življenj. Naša ekipa je šla na regresijo, hipnozo, ki naj bi odkrivala potovanje naše duše. V naslednji rubriki Na robu torej, ali je Tjaša Petrič do teh odgovorov tudi prišla. No, naš najvišji